Na Gornjem Seniku je v sklopu projekta z naslovom Od mlina do mlina potekala otvoritev prenovljenega pogonskega mehanizma Filovega mlina. Prvi dogodek s strani partnerja tega projekta, Državne slovenske samouprave na Madžarskem, je bil obogaten s kulturnim programom učencev iz dvojezične osnovne šole v Porabju, iz Gornjega Senika in Števanovcev. O dosedanjih dosežkih projekta nam je povedal koordinator projekta Danijel Zorko. Zdaj smo skoraj že leto dni na poti, če temu lahko tako rečemo. Sicer smo začeli bolj z drsetim štartom, ker je bilo potrebno ogromno neke koordinacije, tudi menjave kadra in teh stvari, tako da smo potem zdaj nekako naciljali rdečo nit. Smo na dobri poti, kar se tiče projekta Od mlina do mlina. Gre za Interregov projekt med Slovenijo in Madžarsko. In sedaj smo v fazi ustanavljanja oziroma neke formalizacije povezovanja vseh partnerjev iz obeh držav, ki jih je 5, tako da mislim, da smo na dobri poti. Kot je povedal Zorko, imajo v okviru projekta zastavljenih kar nekaj načrtovanih vsebin. 2 investiciji sta malo večji, sicer na Filovem mlinu, kjer smo sedaj na Gornjem Seniku, in pa tudi prekrila se del strehe na Babičevem mlinu v Veržeju, tako da to sta bila nekako največja finančna zalogaja tega projekta, tudi potrebna seveda, kar še ne pomeni, da je v bistvu celotna obnova končana, ker gre vseeno za neko kulturno-tehnično dediščino in potrebno še kar nekaj sredstev za te obnove. Projekt traja do junija 2027. Vrednost celotnega projekta je približno 572 000 evrov, vse skupaj od tega bo sofinanciran z evropskih skladov približno 380 000 evrov. Filov mlin je, kot je povedala generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubravka Ščekoranja, del in sodi v kulturno dediščino porabskih Slovencev. Čemu bo obnovljen Filov mlin služil kasneje, pa v nadaljevanju. S prizadevanji Državne slovenske samouprave je mlin v postopku obnove. Pri tem Državna slovenska samouprava sodeluje v enem Interregovem projektu skupaj z slovenskimi partnerji. Prav tako je nekaj sredstev dala madžarska država, pa tudi Slovenija. Ko bo pa cel kompleks obnovljen, vključno z Mlinarjevo hišo, pa bo ta prostor zaživel ponovno. Načrtovano je, da bo tukaj se ponovno mlelo žito in urejeni bodo prostori, ki bodo služili izobraževanju mladih, sprejemali bomo goste, turiste, tako da se pričakuje, da bo to velika pridobitev za slovensko Porabje. Mladi Porabci so v okviru kulturnega programa peli slovenske pesmi. V Porabju so tako veseli, da se materinščina ohranja in prenaša na mlade rodove. To so mladi porabski Slovenci, to so učenci, ki obiskujejo dvojezični šoli tukaj v Porabju, dvojezično šolo na Gornjem Seniku in v Števanovcih, in pojejo slovenske pesmi, tudi učijo se slovenščino v okviru svojega pouka, tako da smo zelo veseli, da se materinščina, slovenski jezik prenaša na mlade rodove in se ohranja tukaj v Porabju. Več o pomembnosti in namenu tovrstnega dogodka v Porabju nam je povedala domačinka Nikoleta Vajda. Ja, danes je bil res izredno lep dogodek tukaj pri mlinu v organizaciji Državne slovenske samouprave, ki je tudi projektni partner pri tem projektu Od mlina do mlina. In meni se zdi, da je bilo res zelo čustveno, da so tudi otroke vključili v program iz obeh dvojezičnih osnovnih šol. Otroci so peli vse te pesmi, ki so povezane z mlinarstvom, in obenem je prišel tudi mlinar, ki pa je predstavil in tudi sedaj predstavlja, kako deluje mlin. To je tudi zame novo, ker kot otroci smo vedeli, da obstaja ta mlin
bili smo pa še majhni, ne, in takrat potem od osnovne šole naprej pa ta mlin več ni obratoval. Kot je gospod Karel Holec povedal tudi na tiskovni konferenci, bo tukaj res, oziroma s tem bo Porabje pridobilo tudi novo turistično destinacijo, ker tukaj načrtujejo, da bo delovala tudi kavarna in mislim, da v tem lepem okolju, ne, pa v tem vzdušju, da bo res zelo prijetno in že komaj čakam, da bom tukaj pila kavo. Drugače pa bo seveda tudi, bo tudi ta mlin deloval kot muzej, ne, si bomo lahko ogledali razne naprave, vse te stvari, ne, kako so nekoč tukaj izdelovali, pripravljali moko. Karel Holec, predsednik Državne slovenske samouprave na Madžarskem, nam je predstavil že izvedene aktivnosti in katere še sledijo v okviru tega projekta. Danes smo imeli dogodek projekta Od mlina do mlina, tu na Gornjem Crniku, v Filovem mlinu. Mi smo iz tega projekta smo obnovili pogon, mehanizem, tako lahko povem, da smo zavrteli mlin dela. Potem še imamo, to je bila druga faza, v tretjem fazi se obnovi stavba znotraj, v četrtem fazi pa tista še plus funkcija pridejo, kavarna, pa art galerija, tako to imamo še pred nami. Za nami je pa, kaj smo naredili, tudi v prvi fazi streho smo naredili. Gremo korak za korakom in mislim, če je vse bo v redu, tam 27. Bomo že lahko tam pri mlinu na terasi kaj spili in tudi lahko delali tam reportažo za odpredaje. O pomembnosti sodelovanja madžarskih partnerjev s slovenskimi v okviru tega projekta Holec nadaljuje. To je zelo pomembno zaradi tega, da tu v Porabju, vem, to je edini mlin, tu ni bilo več mlinov, je še tam Črtnek, samo tisti je še v slabšem stanju, ampak mi porabski Slovenci smo imeli toga mlina. In to je ime, te mlin je imela ena družina Filov, to so šli, mlinarstvo je šlo od generacije do generacije, ampak žal enkrat se je to vtrnilo in več nismo imeli mlinarja, sploh nismo znali, kako se to dela. Zaradi tega je dobro, da če pride mlinar od Babičevega mlina in nam pokaže, in je bil tu in nam pokazal in dobimo informacije, znanja, kako se to dela. Moram povedati, moramo najti mi tudi enega mlinarja, kateri da se s tem ukvarjal, kad lahko povem tudi to, da to ne tako enostavno maštarija. O nadaljnjih začrtanih projektih Holec pove: Imamo pa še en projekt iz skupnega sklada Madžarska Slovenija, te gospodarski razvojni program za Porabje, in iz tega smo kupili mlinarjevo hišo, zdaj podpišemo pogodbo, to je polovica, iz druge polovice denarja pa bomo znotraj in zunaj obnovili stavbo mlina. Tako imamo načrta, da drugo leto, tam na sredini leta junija bi prišli do konca tudi s tem, da bi se obnovili mlin. Tako pa bomo še imeli eno leto, da te plus funkcije naredimo še.